Verjetno ni Konjičana, ki ne bi poznal legende o konjiškem zmaju, ki je vsako leto zase zahteval 3 lepe deklice. Če mu jih Konjičani ne bi pripeljali, bi od jeze zamahnil z repom in iz jezera v Konjiški gori, kjer je živel, bi odhrumela vsa voda in poplavila mesto. Ko je nekega leta na vrsto prišla lepa grofova hči Marjetica, je v mesto k sreči prijezdil hraber vitez Jurij. Premagal je zmaja, rešil Marjetico ter jo vzel za ženo. Zmaj pa mu je menda moral obljubiti, da bo odslej priden in da nikomu ne bo storil nič žalega. Jurij se ga je usmilil in odtlej zmaja ni videl nihče več. V občini Slovenske Konjice že drugo desetletje negujejo tradicijo jurjevanja v čast svetemu Juriju, zavetniku mesta. Obujanje legende o njegovih hrabrih dejanjih je preraslo v tradicionalni Jurijev festival, s katerim so se Konjičani vključili v svetovno združenje karnevalskih mest, ki povezuje 48 držav in 368 mest. Letošnje 16. jurjevanje, ki je potekalo v soboto 20. aprila, je preko celega dne družilo tako najmlajše na dopoldanskem otroškem jurjevanju, kakor tudi malce starejše na popoldanskem drugem godba festu. Zvoki številnih godbenih instrumentov slovenskih godb so skupaj z godbo Napihala Slovenske Konjice slavile njen 85. rojstni dan. Dogodek je s svojo prisotnostjo in prijaznimi besedami obogatila še vinska kraljica Slovenije 2013, Konjičanka Neža Pavlič in njena glasbena skupina Alkimisti. Na Jurijevih stojnicah je bila predstavljena bogata ponudba slovenskih vinarjev, v družbi konjiškega zmaja je bil sestavljen najdaljši konjiški štrudl, v kotlih na prostem je dišalo po slovenskih jedeh na žlico, večer pa so gostje pričakali v družbi glasbenega ansambla The Palinka Band. Utrip jurjevanja 2013 so ustvarjale tudi delegacije prijateljskih mest občine Slovenske Konjice. Tako so si skupaj z županom Miranom Gorinčkom pestro dogajanje na mestnem trgu ogledali še županja švedske občine Sollefteå Elisabeth Lassen, župan slovaške občine Hlohovec Peter Dvoran, župan hrvaške občine Gornja Stubica Željko Lisak in župan hrvaške občine Sveti Petar Orehovac Franjo Poljak. Povorka vseh nastopajočih otroških skupin je v godbenih ritmih prikorakala na prizorišče na mestnem trgu v Slovenskih Konjicah in pričela celodnevno dogajanje. Otroci so bili tudi letos urejeni po meri jurjevanja in pomladi. Skupinica otrok iz vrtca Slovenske Konjice, enota Slomškova, je zaplesala simbolični ples zmajev. V enoti Tatenbachova pa so se odločili natančneje raziskati zgodovino domačega mesta, ki sega tja daleč v srednji vek v leto 1146. Tako so otroci pripravili poseben ples imenovan srednjeveški ples. Prijazni zmajčki iz vrtca Mali grof pa so zapeli pesmico o zmaju in zaplesali še en bans. Učenci osnovne šole ob Dravinji, ki so pridno vadili pod mentorskim vodstvom Miše Lešnik, Urške Groleger in Špele Sivke, so pripravili barvito plesno točko z naslovom Pomlad je nagajiva. Pomlad je nagajiva, marsikaj pod snegom skriva, tukaj popek
šafran, rad pokukal bi na dan. Tudi miške male sive so si ritke prehladile. Veš, kaj sonček, ti si kriv, za oblake si se skril. Učenci osnovne šole Podgoro pa so prikazali plesno točko Marjetica in Juri. Plesna šola Step by Step je predstavila koreografijo Kekčeva pesem, v plesni šoli J-Dance Studio pa so se plesalci razdelili v dve skupini. Malo mlajši plesalci so zaplesali po moderno Zmajčkov dance, hip-hop pomlad pa so s plesnimi koraki prinesli malo večji plesalci. Zdaj pa poslušajte mene, Kekec nas nauči, kako naj danes se živi. Od vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog. Če kdo nastavi zanko, ga užene v oziro. Jaz pa hojdem. When we up in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. See the boys in the club, they watching us, they watching us, they watching us. Za veliki zaključek pa je vsem prisotnim obiskovalcem otroškega jurjevanja 36 balet iz Glasbene šole Slovenske Konjice premierno uprizorilo baletno predstavo Peter in Volk. Nanjo so se pripravljale dolge mesece, pri tem pa jih je spodbujal, bodril in z njimi tudi nastopil njihov mentor, baletni plesalec v SNG Maribor Slavčo Stoleski. Baletna predstava enega največjih ruskih skladateljev vseh časov, Sergeja Prokofjeva, ki je navdušila številno občinstvo, je bila darilo Glasbene šole Slovenske Konjice otrokom in vsem Konjičanom v počastitev jurjevanja 2013. Za glasen začetek so poskrbeli godbeniki, ki so prišli iz različnih koncev naše domovine, da bi skupaj z gostiteljico konjiško godbo Napihala, ki proslavlja 85. leta svojega delovanja, počastili ta slavnostni jubilej. Med glasbenim dogajanjem na Mestnem trgu je rastel tudi najdaljši konjiški štrudel, pred 2 letoma je meril 32 metrov, lani se je podvojil na dobrih 65 metrov, letos pa je presegal lansko dolžino in slastna jed je dosegla 77 metrov. Na stojnicah je bilo možno pokusiti vrhunsko vinsko kapljico vinogradnikov Dravinjske doline.
Da pa želočki ne bi bili preveč prazni, se je letos kuhala Zmajeva kotlovina. Slavni kuharski mojstri so prišli iz lokalnih društev: Ženski pevski zbor Društva upokojencev Slovenske Konjice, Prosvetno društvo France Prešeren Žiče, Klub dijakov Dravinjske doline in Literarno društvo Gnezdo. Pihalni orkester Kud Pošta Maribor je bil ustanovljen leta 1931. Struktura njegovega članstva je zelo raznolika, tako po starosti kot po izobrazbi. V njem igrajo osnovnošolci, univerzitetni profesorji, popolni glasbeni ljubitelji in akademsko izobraženi glasbeniki. Strokovni vodja in dirigent je Erwin Hartmann, ki uspešno vodi pihalni orkester Kud Pošta Maribor že od leta 1967. Hrvaške, natančneje iz Svetega križa Začretje, je s svojim nastopom navdušil pihalni orkester Pačetanci, ki je bil ustanovljen leta 1950. Najpomembnejše leto za orkester je bilo leta 1995, ko so vzpostavili sodelovanje z zagrebškimi mažoretkami in pridobili status amaterskega protokolarnega orkestra mesta Zagreba. Pihalni orkester občine Šentilj Paloma je bil ustanovljen leta 1933. Trenutno orkester šteje 35 članov, že 21 let pa ga vodi dirigent Janez Kopše. Na medobmočnih srečanjih in tekmovanjih, ki se jih redno udeležujejo, posegajo po najžlahtnejših odličjih. Začetki delovanja godbena pihala v Marezigah segajo v leto 1906. Člane orkestra povezuje slogan Prijatelji ustvarjamo glasbo in glasba prijatelje. Takšen je tudi njihov moto ob organizaciji mednarodnih srečanj pihalnih orkestrov. Prirejajo ga vsako leto v mesecu maju. Godbeniki so nanizali že vrsto uspehov na tekmovanjih doma in v tujini. Godba Zgornje Savinjske doline, katere strokovno vodenje je prevzel Tomaž Podlesnik, sestavlja 60 članov, ki prihajajo iz vseh občin Zgornje Savinjske doline. Pripravljajo svoje lastne projekte in se na željo udeležujejo vseh pomembnejših prireditev v Zgornje Savinjski dolini in drugje. Pihalni orkester Sveja Zagorja je v letu 2011 obeleževal že 150 let svojega delovanja. Na različnih koncertih se poslušalcem predstavlja z všečno in kakovostno izvedbo različnih glasbenih zvrsti. Na številnih tekmovanjih doma in v tujini so osvojili prestižne naslove in priznanja.
da se še prijatelji godbeniki iz Sveje Zagorja priključijo naši veliki izbrani druščini, pa bomo počasi že pripravljeni na prve skupne koračnice. Takole. V pozno popoldne je poskrbel ansambel The Palinka Band s svojimi veselimi in pa skočnimi ritmi. Na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah je tudi letos 16. jurjevanje minilo bučno in nepozabno. Zvoki godbenih instrumentov številnih slovenskih godb, ki so skupaj z godbo Napihala Slovenske Konjice slavile njen 85. rojstni dan, so poskrbele za ritme, številni nastopajoči za pester in bogat kulturni program, zato so obiskovalci in gostje z veseljem sprejeli povabilo na naslednje 17. jurjevanje na Konjiškem.